Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem energijski trener za uspeh. Danes bi govoril o tematiki, ki je izredno pomembna za vse nas. Naslov je: blokade, ki te ovirajo na poti, ti preprečujejo, da narediš korak naprej. Zakaj dejansko gre? Glejte, v bistvu vsi v življenju imamo neke cilje, imamo neke sanje, imamo neke želje, imamo neke plane, neke vizije, kamor želimo priti. In na poti do uresničitve teh vizij, sanj, ciljev nas ovirajo naše blokade. Te naše blokade so prvič, da mogoče nimamo dovolj energije, nas je strah, nas je sram, ne znamo sebe postaviti na prvo mesto, nismo dovolj samozavestni in tako naprej. To pomeni, to so blokade, ki se nam kažejo na različnih področjih življenja in zaradi teh blokad dejansko ne moremo priti do teh naših rezultatov, ki si jih želimo. Ok, kakšna je potem rešitev? Rešitev je praktično, da si poiščemo pomoč. Kajti seveda, največkrat se pojavlja vprašanje: Miran, kaj pa lahko sam oziroma sama naredim? In odgovor je na žalost ali na srečo tak: tisto, kar lahko sam oziroma sama narediš, si dejansko že naredila. In če rezultata še ni bilo, potem je boljše in bistveno bolj priporočljivo in hitreje in tako naprej enostavneje, da si poiščeš neko pomoč in neko podporo. Ampak danes ne bom delal reklamo za podporo, pomoč in coaching, čeprav dejansko, če tole poslušate, je velika verjetnost, da bi bilo to super tudi za vas in dejansko vas lepo povabim, da me kontaktirate, narediva kratek usmeritveni pogovor in pogledava kje bi bilo najbolje in kaj bi bilo najbolje za vas narediti, da najhitreje pridete do vašega cilja. Ampak tisto, o čemer bomo danes govorili, pa je v bistvu, kaj vas ovira na poti, da poiščete pomoč. Glejte, dostikrat se zgodi, da dejansko, se neka oseba prijavi na brezplačni pogovor, ki je brezplačen, brez obveznosti. To pomeni brezplačna pomoč in potem se ne pojavi, odpove. Ravno ko se pogovarjamo, sem pričakoval ob 9 eno gospo in je v zadnjem trenutku še SMS mi pred pol ure poslal, da bi jo prosil samo, da mi potrdi, da vem, ker se mi poslal mail in ni odgovorila. In v bistvu 10 minut pred dogovorenim ne sestankom, ampak tem usmeritvnim pogovorem je zadevo odpovedala. Kaj se dejansko dogaja? In včasih zgleda zadeva kot neka znanstvena fantastika, ampak v bistvu je zelo preprosto. Kot sem rekel, do naših ciljev nas ovirajo neke blokade. Te blokade so naša prepričanja, naši programi, naše pomanjkanje energije, karkoli dejansko že to je. In v bistvu, kot sem rekel, te stvari nas ovirajo, da bi dosegli te naše cilje, da bi živeli svoje sanje. In razumeti moramo, da te blokade nas blokirajo. In na nek način, lahko sami sebe sabotiramo na vseh področjih našega življenja. In seveda logično je, ampak tega ne razumemo in na to dejansko je zadnja stvar, ki pomislimo, da nas te blokade ovirajo tudi na naši poti, da naredimo korak naprej, da si poiščemo pomoč. To pomeni, poglejte, če govorimo recimo o ženski, ki ne zna sebe postaviti na prvo mesto, potem ko ta gospa pride na nek coaching in dejansko naredimo en plan za njeno življenje, dejansko razume rešitev, vidi upanje, vidi to, ampak potem se pogovarjamo, seveda je tukaj, programi so, coachingi so večinoma plačljivi, kar je logično, Iza teh coachingov je 20 let življenja, 20 let izkušenj in seveda to je nekako
pač neka korektna izmenjava. Ne? Ampak ko se je treba potem odločiti, taka oseba, ki ima problem, da se ne zna postaviti na prvo mesto, se ne zna postaviti na prvo mesto in enostavno zablokira in enostavno odpove. A razumete? Isto je recimo oseba, ki se želi ozdraviti strahu, ki se želi ozdraviti samozavesti. Ko se je potrebno odločiti za program, bom rekel, za neko zadevo, ki bi dejansko pomagala, ne, da bi se rešila tega problema, potem ta problem dejansko zopet pride na plan in zopet udari in jo sabotira na celotni črti. In glejte, že nekoga, ki ga je strah v življenju, strah odločitev, ne, potem ga je strah, da se odloči za program, ama razumete, ne, ki ga je strah, da bi, ne vem, karkoli že je, da bi dejansko naredil tisti korak. Ker razumeti moramo eno stvar. Način, kako delamo eno stvar v življenju, je način, kako delamo vse stvari v življenju. To pomeni, če te je strah, te je strah. Te je strah, da bi dejansko šel v novo službo, te je strah, da bi šel v partnerstvo, te je strah, da bi šel iz partnerstva in te je strah tudi, da bi si dejansko poiskal pomoč, da rešiš tega tvojega strahu. Oziroma pač nisi dovolj samozavestna, ne postavljaš sebe na prvo mesto. Karkoli je, bom rekel, tista blokada, ki te ovira na poti do uresničitve tvojih ciljev in tvojih sanj, se ta blokada pokaže ravno takrat v isti veličini, če hočete, ko je treba narediti korak naprej in ko se je treba odločiti, da to blokado pozdraviš. In edina rešitev, ki tukaj je dejansko, da zgradite nek most zaupanja z coachem, z mentorjem in dejansko si sposodite njegovo vero. Ker poglejte, dejstvo je, ne, če ste v neki situaciji in ne znate iz te situacije priti, potem dejansko pač ne znate in je tukaj pač potrebujete pomoč. Sam sem bil v taki situaciji, sam sem šel skozi težke situacije na področju partnerstva, skozi ločitve, ne. Bil sem v težki finančni situaciji in dejansko sam nisem imel pojma, nisem imel ideje, nisem imel načina, nisem imel znanja, kako bi te zadeve rešil. In sem potem poiskal pomoč. In s pomočjo mentorjev, s pomočjo programa, sistema dela so se stvari začele poklapati. Ne. Ampak prva stvar, ki je, da dejansko, ko si v tej situaciji, ne veš, kako boš prišel ven. Ne? In zato pač poiščeš pomoč, poiščeš osebo, ki pa ve, ki pozna korake, ki ima sistem dela, ki ti lahko pomaga. In prva in edina stvar, ki je v tem trenutku pomembna, je, da dejansko vzpostaviš neko zaupanje in da dejansko edina stvar, da se odločiš, da boš verjel. Seveda, zopet se lahko vprašamo, kaj pa če se v bistvu, če ne, ogromno ljudi je verjelo in bilo razočaranih in tako naprej. Glejte, to je del življenja, to je del posla. Ne. V poslu, kolikokrat sem jaz verjel neki stranki, sem bil razočaran, ne. Kolikokrat sem verjel nekemu poslovnemu partnerju in sem bil razočaran, ampak preko tega se učiš. Kolikokrat ste vi verjeli že v življenju neki osebi, za katero ste mislili, da bo vaša partnerka, partner za celo življenje, ne, da bo to večno romanca trajala, pa se je izkazalo, da pač zadeva ni to in preko tega smo se naučili. To pomeni, vse, kar se nam zgodi, je na nek način prav. In tudi, če ste se naredili neko napako, ste to napako naredili v preteklosti zaradi tega, da se naučite. Ne. In tako kot sem rekel, ključ je, da dejansko si sposodite vero, ker vero nimate. Vero ima vaš mentor, ki je že bil skozi to situacijo, ki je že naredil rezultat, katerega si sami želite. In ko si sposodite to vero in naredite to, kot v angleščini se reče leap of faith ali skok vere, skok v neznano ali po domače lahko rečemo skok v mrzlo vodo, a ne? Ko dejansko ne razmišljaš, ampak se odločiš in ko se odločiš, se ločiš od starega, ne? In potem vse ostale stvari se začnejo dogajati. To pomeni pač, če je tista zgodba, ki te loči od tega, da bi bila srečna, da bi bila zadovoljna, da bi dosegla karkoli v življenju, da so to neki strahovi, ne, je to neka samozavest,
potem se pač edina stvar, ki jo rabiš narediti, je, da se odločiš za pomoč, da se odločiš za mentorja, da se odločiš za coaching, da se odločiš za sistem dela, ki ti bo pomagal. In potem pač dejansko ti mentor stoji ob strani in ti pomaga, da greš na poti do kje. A me razumete? Ne? Ker v bistvu dostikrat so ljudje potem sami presenečeni. Včasih se, mislim, ampak tukaj ne bomo, da ne bo se kdo ustrašil, ampak dejansko, bom rekel, ta naš notranji stari del nas se včasih zelo boji spremembe. In dogaja se, gledajte, morate razumeti, da v teh letih sem se srečal, pogovarjal, imel coaching in skozi moje programe je šlo zagotovo čez 5000 ljudi, to pomeni, da so razne zgodbe v ozadju, ne, niso to pravila, ampak včasih se zgodi, da človek zboli, ne, enostavno njegovo telo se upira spremembi, ampak če gledamo, kaj je zdaj tukaj logično, spremembi česa, spremembi sreče, spremembi lepšega življenja, ne, sami v bistvu včasih je dejansko to nora scena, ampak dejansko mi se bojimo lepega življenja. Zakaj? Zato, ker smo navajeni te naše travme, pričakujemo, da bodo stvari težke, pričakujemo, da bodo neke stvari šle narobe, ne? Ampak to je v bistvu popolnoma obrnjena zgodba in tukaj moramo sebe reprogramirati, da pričakujemo čudovito življenje, da pričakujemo v bistvu, da je vse najbolje, da dejansko nas vesolje podpira in tako naprej. Ne. Ker poglejte, da boste razumeli, to se dogaja na vseh nivojih. Ne misli, da to govorim zdaj recimo za tiste, ki so sedaj v neki težki situaciji, v težkem minusu in tako naprej. Kjerkoli v življenju niste srečni, dejansko vas do vaše sreče loči vsa ta nesreča, ki se jo je treba znebiti. Vse to, da ne verjamete, da lahko imate lepše življenje, da ne verjamete, da vas lahko doma partner pričaka z rožami, da ne verjamete, da vam lahko partner doma pomaga, vas podpira, da ne verjamete, da vam pripada masaža, ne? Da ne verjamete, da vam pripada in da je možno, da imate hišno pomočnico in tako naprej. Vse te stvari, a razumete, to ne pomeni zdaj, da pač ne verjamemo samo v nekem, seveda v nekem pač finančnem smislu in v nekem nizkem nivoju. Ne. Te stvari so lahko bistveno više, bistveno bolj subtilne. Kjerkoli v življenju nečesa še nimate, ali nimate še 10 000 evrov mesečno, ne, če lahko da dvigne malo ta nivo, ta standard, potem ne verjamete, da dejansko vam pripada 10 000 evrov mesečno. In vas je strah, zaslužite recimo 2-3 tisoč evrov, kar je ogromno za slovenske razmere na nekem nivoju, če tako rečemo. Ne. Ampak do 10 000 evrov vas loči 7 000 evrov strahu, 7 000 evrov neke negotovosti, 7 000 evrov nekega neznanja, pomanjkanja energije. Ne. Ker pač vse te stvari jaz gledam energijsko, ni samo neko znanje, nek tečaj, ki ga morate narediti. V bistvu znanje in tečaj so samo informacije, drugače pa morate priti energijsko do tega nivoja. Ne. In do tega nivoja, kot smo rekli, nas ločijo blokade našega nivoja. Ne. Morate vedeti, da dejansko te blokade so glede na naš potencial. Ne. Za nekoga, ki je, bom rekel, najboljši na vasi, če tako rečemo, ne, in ga je potem strah, da bi šel v mesto, da bi šel v svet, je to njegova blokada. A razumete? Ne? Ker ljudje gledamo in se primerjamo za svojo okolico, kar je v bistvu v vsakem primeru, bom rekel, zelo slaba ideja. Zakaj? Zato, ker v bistvu po eni strani, če se primerjaš za okolico, ki je bistveno boljša, ampak bistveno boljša je zaradi neke drugačne osnove, potem imaš slabo mnenje o sebi, ne, in dejansko ne greš naprej. Ne. Ali pa če se primerjaš za okolico, ki je bistveno slabša in potem imaš neko dobro mnenje o sebi. A me razumete? Ne? Zato, ker če poslušate recimo v svetovnem merilu najbolj uspešne ljudi, dejansko nimajo nobenega, bom rekel, dejansko nekega ponosa, to sem že naredil, to je to. Ker v bistvu
Vedno jih zanima naprej, vedno je nekaj, česar ne razumeš, vedno je nekaj, kamor lahko greš, in vedno je nekaj, kar te ovira, da tega še nimaš. In tisto, kar te ovira, tako kot sem danes, ta rdeča nit, tisto, kar te ovira, te dejansko tudi ovira, da se odločiš, da greš naprej, da narediš ta korak, da si poiščeš pomoč, da si poiščeš mentorja, da si poiščeš coaching. In v bistvu, tako kot sem rekel, ključ je, seveda lahko vam pomaga tudi prijateljica, če ima to izkušnjo, lahko vam pomaga nekdo drug. Saj ni nujno, da greste in najamete coacha. Coach je pač nekdo, ki to ves čas dela. In dejansko, če me pač neka stvar v življenju zanima in če v neki stvari hočem biti dober, in če dejansko se hočem od nekoga nekaj naučiti, potem bom izbral nekoga, ki to ves čas dela. A me razumete? Tega se ne bom šel učiti od nekega, tako imenovanega nedeljskega atleta, ampak dejansko nekoga, ki je tekmoval, ki ima za sabo kariero, ki je ima izkušnje, ki je ogromno različnih strank videl in tako naprej, in ki mi lahko pomaga. In prvi korak je, da dejansko zgradimo odnos zaupanja, preko tega, da ga spremljamo, da se pogovorimo, pridete na usmeritveni pogovor, vidite, kaj se dogaja, kako se razmišlja, kako ta mentor lahko vidi vas, vidi vašo situacijo in tako naprej. Zgradite vero, in potem dejansko se odločite. To je nažalost edina pot in to je dejansko najboljša pot. To je bilo eno razmišljanje za danes. Želim vam en čudovit dan, bodite čudoviti in se kmalu spet slišimo.